The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Mante je tam na slik. Vedno Saj več to. je placa, ne vem. Petra mene že hvala. Neke širokokotni postavitve so to. Nekaj novega se dogaja. Evo, gremo začeti. Kako že začnem? Pozdravljeni sončki, dobrodošli nazaj. Danes je z mano tukaj spet Petra. Mi smo imeli toliko naporen vikend, da nam je tale vročina že stopila v glavo. Tako da kar imam zapovedati takoj na začetku akcije, se pravi čelade, očala, predvsem kolesarske majice, tudi hlače, smol mislim, da so se zdaj razprodale, STR, imamo še par jih je medium, large jih je še največ, pa še enih par jih je še XL, tako da to vse, kar zanima, pridite mem, zeleno-sive mislim, da so samo še XL pa S, vse po en kos, pa sive so samo še XL en kos. Tako da, evo. To je to. Akcije so zdaj tudi še na obroče, pa kolesa niš. Tako da neki Princeton obročev ste zdaj naročili. Prišli so novi Princetoni ven, se pravi PIK 4550 so zdaj isto Evolution 2, ki so zdaj jih znižali težo, so zdaj mislim da 1200 gramov ta najlažja verzija, tako da evo, to je to. Nova pošiljka Chaser rotorjev bo tudi prišla, če bo vse posreč naslednji teden. Če imate pa še kakršnokoli drugo vprašanje, pa tudi pa Six Wheel ali konc tega tedna ali pa naslednji teden pač pride pošiljka, tako da to je to zelo na hiter. Pa čelade isto pridejo, upam, da pa že ta teden, se pravi bele, medium, GX model, pa elegant model, pa še Cora model, te so vsi tudi šli, tako da to pride zdaj. Tako da Petra, mi smo imeli ta vikend prvi approved club ride in na koncu v bistvu je se zelo dobro išlo, čeprav sem klel gospoda Lovšeta, ki je tako fajn traso za nas, ker smo malo preveč debeli izbral, da tisti, ki voste, mi smo šli na Golte in tisti, ki voste Golte redno, svaka čast z vami nekaj hudo narobe. Jaz sem šel enkrat gor in zdajle po vsej verjetnosti, če gremo v naslednjih 5 letih še enkrat gor, svaka čast unika me je prepričala. Tako da, ali bomo pa naredili annual approved club ride, ki bo Lovše organiziral, da bo vedno na Golte gor in bomo vsak let klel. Tako da, ampak več kaj enkrat na let, pa nam vsak let. Tja gor, jaz nam kol dober. In ti si uživala? Ja. V bistvu najbolj sem uživala ta del, ko smo se vozili na Golte. Meni je bilo v bistvu ful lepo. Sicer malo smo šli do klanca, mogoče kakšen vatek prehiter, mislim, da tudi kar za veliko večino, ampak smo se vsaj malo mogoče tudi ugreli, se je treba malo noge raztegniti, ampak je bil pol takoj klanc in sem najprej malo rabila, da sem malo k sebi prišla, da sem začela, pol sem pa lepo pelala klanc. Mislim, da s takim lepim številkam, da meni je bilo super. Sploh prvi del do Šmihela, v bistvu je bil 20 minuta effort, to je zelo dober. Pa sem se tam večkrat nadihala, malo spočila, večino sem videla, da ga je kar gonila tam tisti del. Tako da sem v bistvu na koncu praktično na koncu spet vse polovila nazaj, tako da sem šla še enkrat nazaj tu dol do Mirsada, pa sem šla pa še enkrat nazaj gor, tako da ta staren del sem se pelala. Meni moram reči, da jaz sem ta klanc že vozila pred mnogimi leti z veliko več kilami, pa z veliko slabšo pripravljenostjo, pa mi že takrat se ni zdelo nekaj tako pač groznega, s tem, da sem še prej naredila, sva šla na Črnivc, pa čez Črnivc dol, pa nazaj na Črnivc potem, tako da bilo je kar veliko več kilometrov, kot zdaj pa še tudi veliko več višincev narejenih, ampak meni moram reči, da mi je bilo vse skupaj fajn. Malo so te potke mogoče na tistem koncu za nas, ko smo skupina malo ozke, pa malo zoprne, malo preveč smo šli čez vasi, preveč je bilo ovinkov, preveč krožnih, pač tega
čemur se jaz, ko gledam, ko rišem traso za velo izlet, se tega probam čim bolj izogibati, da je tega čim manj. Tukaj se mogoče malo Lušetu pozna, da nima izkušenj z vožnjam oziroma delanjem tras za skupino mogoče, ali so... Ne, po moje, da ali je se pa izbiral, da se je pa izognil pa ta glavnim cestam, ker tam se svidla, že to so bili. Ma ja, pa so se nas da pozdravljali. še kje drugje pripeljati, pa kje drugje saj. kaj narediti, ampak problem so predvsem, ja, pa se pa, ko začnejo višinci nabirati, čim greš malo bolj stran po unih koncih, čim greš ven iz vasi, vem, da je vse klanc, nekaj poznam tis konc, ampak ja, meni je bilo načeloma mi je bilo vse skupaj ful dobro in ful lušten in dobra družba in tudi pol je bilo fajn na koncu in za jest in Anže se je izprsil, mislim, to nas je lepo počastil že na gor na Golteh, kavica, ko smo se vrnili nazaj, nam je prinesel ledeni izotonik, saj smo vam to vse posnetko, da če boš hotel lahko objaviš, nekaj je bentenja, je pa tudi hvaljenja, no. Pač tako, ko ste me navajeni, jaz sem taka, ko sem, komur ni pač všeč, ne me pa ne posluša, pa ne gleda, če mu ni všeč. Ja, bova več o temu, kar se je dogajalo še, se pravi, boste videli v četrtek, tako da za kulisje, ko smo se imeli, jaz sem posnel pol nekaj malega še včeraj, ko smo naredili mi še tak zone 2 ride, smo šli lepo, smo mislili, da bo malo manj kilometrov, pa smo na koncu naredili vsi 100+. Ja, saj sem videla. Tako da tako je bilo kar fajn. Po tisti trasi, ki smo jo imeli en dan prej, mislim, da to včeraj glih ni bila najbolj idealna. Pa ne, je bilo čisto ok. Zdaj, to tisti, ki ste v klubu, bo zdaj vsako nedelo tak zone 2 ride, da no, se to ste bili kar dobro pod zone 2, no. Da nimate zone 2 pismu 160 vatov. Ja, jaz začnem pri cirka 190, pa gre pa gor. To imaš pa res slabe vate. To pa so otroški vati. Ja. To pa so otroški vati, ja. ja. No, tako da moji vati so daleč nad temi vati, že to mi. Vsi tisti, ki boste pač se pridružili, zdaj bo vsako nedelo, bomo isto povedali. To soboto smo se že odločili, gremo na Krvavec. Tako da Petra bo objavila vaju 2 dni, ne, že v soboto. Ne, naju ni, ja. Že v petek ni. Tako da štartamo klele pred Velo Prudom in gremo lepo na Krvavec gor, do tja bomo šli na Izi, na Krvavec vsak sam. Točno uro se va še spet razmenila, ampak po vsej verjetnosti bo zbor okrog 8 zjutraj, pa štart tam 8:15 klele spredi. Planira se narediti dobrih 100 kilometrov, če bo na Krvavcu gor, tako kot je bilo mogoče ta vikend, da bo megla ali pa da bo oblačen, bomo šli dol v Strmolu na kavo, se pravi tisti, ki boste prišli gor, se dol spustite, pa se dobimo v Strmolu, če bo pa lepo gor, gremo pa gor na kavico, pa refill in to je to. Super, meni je kar malo žal domenal. Krvavec potrenirati ne bilo nič slabo. Malo bo Pogi challenge, tako da... Ja, sej to. Tako da, ja, to je od vikenda. Lahko poveva še, da smo šli v Salso, tam, kaj je to, Šempeter, jest. Načeloma super, so pa en, ki je bil domačin, je rekel, da Madonna ste šli tja, ste najbrž dolg čakali, tako da najbrž vsi vejo, da se malo le časa čaka na hrano. Približno taka šefica je kao v Velo baru. Ampak je bilo pa dobro. Ja, bilo je pa dobro. Ja. Sej take šefice tudi se jim nasmejimo. Tako da, to, ja, to je to, kar se vikenda tiče. To je to, točno. Imaš kaj za dodati? V bistvu ne, se pravi, jaz vam nekaj posnet, že s komentarji, ne, tako da bo to najbolj v četrtek. Naslednji Approved Club Ride bo avgusta. Ta teden bo trasa gor na spletni strani, tako da vsi, ki imate dostop do klub dogodkov, boste imeli gor GPX, tokrat organizira Miran. Datum možno, da mi zdaj glih že poslal na Instagram, ampak enkrat avgusta bo. Tako da upam, da vas pride, da pridete v čim večjem številu. Tokrat bomo imeli lahko že Approvedove majice. Tako da, evo, tam vsi v ta novih Approved Club majicah, saj upam, no. Tako da, ja, jaz se že veselim, že komi čakam. Ta vikend greta pa Matej pa Meran, ne vem, ta vikend ali naslednji vikend? To nedeljo je, ja. Ja,
greta pa letap tur odpeljati, tako da svaka čast. Se pravi, 5000 glavni plus letap višincev. serije Tour v Franciji, ki bo identičen kraljevski etapi, zadnji, se pravi v bistvu 20. etapi Tour de France, kjer bodo naredili se pravi 5400 višincev. Kle kilometri sploh niso pomembni, ker niso tako veliki, kot je višincev, tako da ja, to so sam klanci in ja, vsa čast tistemu, ki gre tudi, to je višina, to se dirka na 2600 metrih višine in da se lahko na taki višini dirkaš, ne, glede na to, da nisi profesionalc pa na višinskih pripravah, me prav zanima, kaj bo Matej povedal, kako je bilo, ker je rekel, da še ni nikoli dirkal toliko, kar bo zdaj take toliko težke trase. No. Jaz jim bom rekel še, da mogoče še malo posnameta, ne dirke, ampak prej pa po nek tak prvi občutek, tako da če bo to posnela, pol bo v naslednjem tednu, v četrtek bo še nek feedback od tega, tako da upam, da se bo ta spomnila, pa da bo ta malo še posnela. No. Tako da boste tudi to pol videli, kaj pa kako. Tako da, ja, evo. Zdaj, ko so glih na tole temo, daj mi povej, kako se je tebi zdaj na Goltegor, si lahko skozi obračala, rečemo iste vate, te ni nič? Jaz sem bila skozi, jaz sem v bistvu šla tako, no, imela sem... Nazaj grede, pol se ti zdel, ok. Nazaj, ko smo šli. Se po ravnini ja, nazaj mi je bilo skoraj malo pa prepočas, čeprav sem bila jaz tista, ki sem ustrajala, da se čim bolj počas peljamo nazaj. Ampak mi je bilo že pol malo pre-easy nazaj. No, za mene je bilo pa glih v redu, ker jaz sem pa videl po moje, da sem zakuhal. Bil na Ferangi. Ja. Jaz nisem bila na Ferangi, sem bila čisto, še na repu sem se vozila glih zato, da sem bila tudi v skupini nazaj z fanti, ki jih ne poznam drugač in bo se jaz rajš kar malo vozim. Ali čisto spredi, da je bila za Mateja, malo sem pa rajš nekje v zadnji. Tako da ne, mene je bilo vse krasen in tudi do zadnjega, jaz sem do zadnjega obračala res 200 plus vatov od svojih, tako da... Ne, se bolj sem hotel načeti to temo, ko se zdaj govori o vročini. Ja. Meni ni bilo tako vroče tudi, ne. Ni mi bilo tako grozen, zgleda pa, da sem se malo že, ker imam tudi že po Garminu adaptacijo na vročino narejeno in je bilo toliko vročih dni, zgleda, da sem jih prekolesarila, da me več vsaj ne, no, tako kot me je porazirali takrat na Vršič, ko sem bila mrtva, je pa Mirsada, ne. Je pa Mirsada na Golte tako zabil, da me je že malo skrbel. Glede na tudi pač njegovo zdravstveno stanje, ne, da je on pač vseeno imel srčne težave s srcem pred leti. Tako da je bilo kar malo, zato sem šla pa tudi nazaj dol, ko sem ga videla, da je bil čist zelen in ga je čist, njega je zabil že pred ta strmim delom, tako da je rekel, da se je sam sprašal, kako bo prišel do vrha sploh lahko. Drugače se mi pa ni zdela tako grozna vročina, se mi zdi, da je bilo mogoče bolj suparen, kakor vroče. Ja, ne, se bolj sem hotel reči, da jaz pri sebi, pa to še zdaj, ko govorijo o turu, ne, pa številkah, pa vatih, pa koliko vročina vpliva na vse skupaj, ne vem, koliko si ti zasledila. Ja, gledam, vidim. Koliko poznaš, jaz to niti nisem vedel, da ko se ti za 1 stopinjo telo bolj segreje, da imaš tudi do 10%, če ne še več, lahko nižje številke vatov, ne. In to sem zdaj jaz opazil glih v soboto, pa ne, da sem jaz zdaj bohe kaj, ampak jaz sem mi smo štartali, jaz sem vrtel tam okrog 300 vatov, pač začeten del klanca, rečemo, da prvih 10 kilometrov mi je šlo ok. Po me pa kar naenkrat odrezal, pa ne tako, da sem se da sem bil da sem imel mlahave noge, a veš, ker nimaš energije, ampak preprosto nisem mogel vrteti in je padal tam na 240, 260 vatov. Ja, ti se lahko še v bistvu vozil, ampak ne moreš nobenih težkih vatov obračati. Ja, tako je mene, se pravi, to se meni na Vršič recimo zgodilo. Prišla res s ful dobrim počutjem pod klanc, odvozila prvih 5 kilometrov, še malo več, kot 5, no, recimo 9 kilometrov sem relativno v redu, po je začel pa padati nenormalno in sem zadnjih 5 kilometrov se vozila v bistvu v coni 2, svoji taki srednji do vrha Vršiča. Tako da, ja, vročina je, pa ni samo to, da piješ dosta, ne, problem je, ker se ne moreš shladiti, ne, in tudi piješ ponavadi pol že toplo pijačo, ne, včasih so rekli,
ko pravijo, ja, sej polet ne smeš mrzel piti, ja, ne vem, zakaj pa pol te naturi vsi ledeno hrano pa pijačajo, ti moraš telo zmanjšati, ne. Ja. Pogačar je že imel na Švici, sem gledala, sem uzmeral, je imel on na tiste eni tapi, ki je bila vroča, ne vem koliko, 37,3 telesno temperaturo, ne. Se pravi, imel vročino. Dejansko nad 37 je to že vročina, če gledamo, ne, pri nas. Ja. In se je vozil, v bistvu je imel vročino on, ne. Tako da... Ja, in je imel on v bistvu jasno, da če ima pa telo v bistvu neko zaznava vročino, začne pa se hoče ohlajati in ker se hoče ohlajati, telo dodatno dela, a ne? In ker dodatno dela, dodatno kuraš kalorije in to so vse posledice. Se pravi, jaz sem dosto temu zdaj gledam, berem, poslušam, tako da tudi moram reči, da tudi fantje moji so mi dosto temu pri Human Performance centru smo imeli dosti debate na to vročino, glih po temu vršiču mojemu in pač zaključek je tudi bil, ja, da je bilo pač telo pregreto, videli se je po pulzu v štartu, že puls višji, že štartaš iz, ne vem, 10 več pulza, kad drugač in potem, da imaš skozi 10-15 utripov več, ne, ves čas, jasno se pol to nekje pozna. Ja, kaj pa pulsa si, kaj gledal si? Ne, začeten puls. Ker mi ni delo, tako da... Kaj bolj je zanimiv ti začeten puls, ko si ti v bistvu na nizkih, še relativno vatih, ne, jaz vidim pri sebi zdaj, kaj je vročina, sem še dosti na nizkih vatih, pa je kar visok puls. Je pa res, da polka grem pa na klanc, imam pa normalen puls. Se pravi, jaz na klancu ne dosežem, ne more več 10 več dosežiti, ne. Ne, bolj pač ta par podatkov, to, ko sem zdaj razbral z teh podcastov iz tujine, je, da zato tudi jejo, rečemo, ledene kocke, zato ker v bistvu glih čez prebavila najlažji zmanjšaš temperaturo telesa in pol je logično, ne, zakaj vsi uporabljajo zdaj, dajo led na vrat, pa take, ne, zato ker če vidiš, da imaš toliko performance lahko slabši, pač je logično, da boš probal vse, kar se da izkoristiti, da boš... Jaz tudi vidim tudi ta hlajenje vratu, a ne. Meni, če je res ful vroče, si res, če probaš, če si čist pregret, si vrat shladiš, jaz tudi zdajle, ko smo prišli... Si kad da si svež. Čist. Ne. Te cel telo zahladi, a ne rabaš se celega polita, ne. Tako včasih so si noge polivali, pa ne vem kaj, pa so bili pa krči, ne. Zelo slabo je, da se ti na klanc voziš, pa se polivaš po nogah z vodo, ne sploh kakšno mrzlo, pa priješ pa na spust, tam ni toliko poganjanja več, začnete hladiti po mišici in ti jo prehiter shladi in zelo hitro lahko pride pa do krčev. Odvisen je, kakšen je spust, pa ampak, na Franji rečemo, sem jaz to naredil, pa sem se super počutil. No, jaz sem pa to naredila dvakrat na letapu, pa sem obakrat fasala pol krče, pa sem pol ugotovila, da je najverjetneje to posledica bila tega polivanja in potem to hitrega hlajenja. Ne, to je ta ukropo dol spust, ki je še senčen in je res ta hladen spust, nimaš kaj poganjati na njemu, ker je pač tehničen in tam me je vedno pol sem imela kar težave. Ja. Tako da nekaj je takih stvari mogoče. To je kar zabavno. Kaj greva mi da zdaj najprej? Greva oceniti kolo, ki ga je poslal Miha? Ja, da nova spet pozabila. Ja. Pol bo šla pa na tur, najprej bo malo za nazaj pokomentirala, pa greva pa na to, kar se obeta zdaj v tem tednu. Ja. No, ok, jaz vam klele zdaj ta kolo, to je od Miha ta kolo, ki je imel žal revaš s prejšnjim kolesom nesrečo, ne, in ima zdaj tale nov kolo. Meni pač, ja, se bo videl male slika, mogoče ponesrečena, ki je tako od spodaj navzgor slikan in pol cel kolo zgleda čist čuden, deformiran. To je prva stvar. Ima vse gor, kar mora imeti, tudi USPV ima... Sam kolo bi bil mogoče lahko čist lep, če bi bil malo slikan drugač. Pol ima še od spredi zdaj kamero slikano zraven, pa varijo od zadaj. Teli obroči, če bi bili celi črni, brez so čist pisani, čudni, dodatni, ne vem. Jaz sicer bi Miha to dala ful rada večjo oceno, ampak jo ne morem neke prav nore ocene na tale kolo dati, ker mi sploh ne potegne tale kolo. Bom rekla 7. Dobar, da vidim. Najbrž mogoče še preveč, ampak okej, ker je glih. Ja, mislim, jaz bom rekel tako, kar se tiče samega kolesa, mi res ni všeč. Tako da, ampak rečemo, da ocenjujeva
neki izgled, pa ne najno mnenje, kar se tiče samega okvirja, ampak ja, če bi dal oči sam, kako pač bajk zgleda, mu ne bi dal 7. Kako pač je meni všeč, ker mi pač sam okvir mi sploh mi pač ni všeč. Tako da Miha, jaz upam, da se dobro pele, da se boljš pele kot Unskot, ker Unskot je bil dosti lepši bajk, kar je pa tole. Kar se tiče pa nasplošno, kako je sestavljen trak krmila, da gre skupaj z okvirjem. Res je, na samih obročih bi bilo tudi meni mogoče bolj všeč, da bi bil sam ta zip napis ta mal, ne pa še ta siv ali kakršenkoli je. Bi šli dosti lepš zraven tudi. Drugače pa kar se pa drugih stvari tiče, pač okej. Varja zadnji si je vsaj dal lepo pod sedež gor, tako da to je nek plus. Tole sicer ne vem, kako je pritrjen. To je na števcu je kamerca gor. Zgleda glih, kada je iz krmila dol. Ja, tako čuden je. Tako da, okej. Mislim, ampak mogoče zaradi slike, ki je tako slikana, no. Ja, škoda, ker je pač sonce zadnji in ni osvetljen kolo, ampak je od zadnje kolesa osvetljen, tako da probite naslednji, ko te slikite tako, da bo sonce na kolo, ne da bo pa od zadnju, ker pa se pač ne vidi dosti kolesa. Definitivno je, če bi dal biti, kot si že ti, Petra, rekla, da bi bili čist črni obroči, bi lep zgledali, zato kako je okvir to glomazen, pa mora vse drugo biti v bistvu zelo pusto. Tudi, ko si dal keramik spit gor, je v redu, da je čist črn, da ni kakšne barve. Tako da, iz moje strani, če gledam sam bajk, rečemo isto 7. Ampak če bi pa gledal v primerjavi z Scottom, ki si ga imel prej, mi je bil pa vsaj meni tudi osebno dosti bolj všeč. Tako da to je to. Lahko pa komentiraš spodaj, da boš povedal, kako se je pela v primerjavi z unim Scottom, kje je boljš, slabš, klanc, je to ravnina, samo to, da bo še drugi vedeli, ker mislim, da se kar neki kle sprašuje, ko se tale kolo pele. Tako da hvala ti za feedback. Ajde, uživi v Švici, čau. No, evo, to sva upravila. Zdaj pa greva midva na tur, na etape, ki so se zdaj dogajale. Ja, kar veliko se jih je zgodilo, ne? A ti kakšna tako, ki ti je ostala, mogoče, mislim, v spominu že vem, kjera nama je najbolj ostala, ne? Ja. Tako da mogoče lahko pokomentirava tisto najprej. Zdaj, teh, odkar nisva komentirala, odkar sva nazadnje komentirala, bom rekla, te etape, ker prej sem že pač unga z Deltorom povedala, da je bila zelo čustvena etapa. Jasno, da je najbolj mi ostal tale Tourmalet v spominu in mislim, da bo najverjetneje to tudi ena od etap, ki bo na tem turu ostala vsem verjetno zelo v spominu in strokovni javnosti in nam lajkom. Tako da to definitivno. Jaz pa moram reči, da kar vsaka etapa je nekaj imela svojega. No. Jaz sem si imela posod nekako edino... Če da gre ta Tourmalet, ne moreš zdaj pol kar skakati naprej. Ne, tudi nazaj, recimo etapa, v tretji etapi je bil Pogi v rumeni, že, pa je potem predal rumeno, se pravi Torsten v Trenu, ki je pač imel potem z veliko razliko 2 etapi. Pač tudi to je bilo, no. Kot pravim, da vsaka etapa ima se nekaj dogaja, moram reči, ali pa jaz toliko bolj spremljam letos. Pa je pa tale Tourmalet, to je bilo pa tudi gledati zelo zanimivo. Pa se ti tako zdaj kaj, ne. Meni je v spominu, rečemo, najbolj to ostalo, kako je lahko praktičen dubu 2 minute v ta bolj položen del klanca, sicer pol smo zvedeli, da je najbrž zaradi tega, ker je Remko zadnji bil toliko močen, da je obol že vse, ki so pol, še preden so prišli spredi. No, samo ne dobil tudi 2 minute pred Vingegardom, ne samo pred Remkotom. Pred Vingegardom. Se je tudi Vingegarda niso ujela, ne, pač.
Ja, v bistvu in tudi ekipa. Vingegaard ne. v bistvu dober. Ja, Ja. sej, saj tako, kot je bilo rečen, od teh, ki so bili z Vingegaardom, da jih je Z Remkotom. z Remkotom, da jih je Remko po ravnini, da dajo tako težke smene, da pol tudi oni, ki so prišli naprej, da niti niso Pa je tako mogli. kot ti. Najbrž. Ja, pa je bilo to isto, kot pri Ampak tebi, daš neumen. tako snemo, smeno daš, da se pol jeziš na druge, ki ne morejo isto, kot ti pelati. To je čisti Remko, zdaj imaš novo ime. Remko, Ne, to si ti, Ej, Anže. meni je bilo ful dober po etapi oziroma komentarjih teh strokovnih, ki so rekli, da se je pač Remko pritoževal nad Lipovicom, da mu ni dal zadnji kilometer. Ma ja, to so te Remkotove ja. izjave, no, ki jih malo prehiter In daje. je un pač rekel, sam tipičen fuzbaler. Ja. Ne, Sam jamra mislim, da skozi. tiste izjave, ki jih je Remko dal po Turmaleju, sicer naslednji dan se ni nič prav kaj upravičil oziroma izgovoril, ne, za njih, ampak so bile res tiste prvi moment, ki si... Ne, vse so bile tudi izjave še po eni uri, po temu, pa tudi v glasu se je taka, piše svojo kolumno Lefevre, ne, od bivši lastnik ali direktor, kakorkoli, Quickstepa, je tudi napisal, da pač je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo Remko dobil izpad, pač da Remko je ta najboljši. Ja, no se ampak pravim, Remkotov izpad je bil pa takoj po dirki, ki si še zmatan, Po utrujen. dirki plus še pol, ki je bil že preoblečen, ki je bilo že vse, je dal spet pa čisto. Ja. Tako da ni, pač Remko Dobro, se je pravi, to Remko. so še vse emocije v tistem momentu. Naslednji dan je bil pol kar dosti dobre volje videti, pa dosti razpoložen, ni bilo videti kakšne slabe volje. Ja, Kleobori imajo sigurno en velik problem. Oni so že, mislim, že v osnovi naredili problem. Mene bo že smešen, ko so rekli Remko dal izjavo, da oni so prišli na tur z 2 kapetoma, da bojo Pogačarja tako poskušali uničiti, kakor so pred 3 leti, 4 Vizma z Vingegaardom pa z Rogličem, in da to je njihov plan in da če že enkrat ko enemu prijatelj, da bo zdaj tudi njim. Sam klej on pozabil tega, da tudi takrat sta bila Roglič pa Vingegaard oba dva še na veliko večjem nivoju, veliko bolj pripravljena, kot sta danes Remko pa Lipovic. In pač ja, če bi rad z 2 kapetanoma Pogačarja zjebu, ne, po domač povem, kot je rekel Pogačar, zj, potem bi rabil 2 zelo močna kapetana, 2 Vingegaarda bi rabil, da bi lahko njega na ta način, ne pa s tem sta še vse Remko pa Lipovic premalo močna. Vprašanje je tudi, če je bila 2 Vingegaarda dost. Kafora je, da ti veš, da si enkrat močnejši od vseh. Pa to nima veze, a si ti profi, a si amater, tudi pri nas na rundi, pač vsak lahko ve, da takrat, ko nekdo pride, pač ko je toliko močnejši, on lahko je spredi, vleče, plus še v klan zgor te bo nagonil, plus še po ravnini te bo nagonil in ne moreš pač nič narediti. In pač to je Pogačar je, kje smo se zdaj pogovarjali, da to je pač najbolj popoln kolesar, ki smo ga gledali, sploh v mojem življenju ni bilo toliko popolnega. Edino šprintati ne more s ta najboljšimi, ki je pa mehna skupina, Ja, lahko pa tudi šprinta to dobro. vsi poudarjajo, kaj vse ima, ne, In ja. pač kle ni, da oni lahko, pač trenuten je res tako, da praktično ne more nič narediti. Pač lahko vsak si reče, ja, smo imeli tak plan, tisti ne moreš nič narediti. Ne, Sorry, po normalni pač tako je. poti, se to smo vedeli že od začetka tura, ne, se tudi tega direktorja odbora so vprašali, če imajo načrt, kako Pogačarja, ne, pa sam rekel, No. Pa rekel, izjava na koncu, da če Vingegaard je sam, smo pa dobro pripravili, ker smo bili samo 20 sekund za Vingegaardom, ne, tako da ja, zdaj očitno že samo še za 2., 3. mesto bojo borbe. Ampak meni je bila pa zanimiva izjava včeraj od Mohoriča, ne, ko so ga vprašali za etapo, pa da je, kot če zdaj Pogačar rekel, da si želi, da bi majico lahko oddal, ne, pa prav Mohorič novinarju, kaj, a pol bo razlika 2 ure pa 12 minut, ali kaj, da bo on, komu bo majico predal, ne, kao, da bi ubežnike pustili, da je Pogačar izjavil, da bi z veseljem predal majico rumeno, če bi jo lahko. Pa je rekel Mohorič, ja kam, komu, kjermu ubežniku, kaj, a bo potem beg 2 uri dolg, ne, prav, da bojo ubežniki 2 uri pred glavnino bi mogli biti, ker imajo večina že toliko zaostanka. Pa prav novinarja, ne, se je
Vacek je samo 7 minut za Pogačarja, mogoče bo pa Vacko bi lahko predal, ne. Pa prav Mohorič, samo 7 minut je za Pogačarjem, samo 7 minut je rekel. Prav veste kva, Pogačar kadarkoli da lahko 12 minut komorkoli. Ne. In novinar je bil čist, nekje še drku Mohoriča, pol ko krčeš, srečno ti pol tep na dirki, ne, nekje ukrčeš. Ja, tako je. Tako je, ne. In tega se zavedajo kolesarji in ja. Meni je bilo dve stvari sta mi bile ful zanimive, ki se je zgodili in da pač to tudi strokovnjaki rečemo niso opazali oziroma so tako zelo hiter presedlali. Ta prva je bila šprint, ki je Olav Koj zmagal, ta prvo etapo. Tako, najprej ga niso, noben ga ni dal v top 3, vsi so govorili o Philipsenu, Merlierju pa kva je ta od NSN-a? Girmaju. Pol ta zmaga je, pa ima model, koliko 23 let je star, 50 ali koliko ima zmag, pa kada so vsi pač pozabili, da on sploh obstaja. Je zmagal, so vsi, sej zdaj bo, in pa so stavnice, ne, tudi je kar naenkrat, ne vem, je bil favorit ali je pa ful skočil gor na naslednjih šprinterskih, ne. Tako da to mi je bilo zanimivo, koliko hiter se je presedla mindset iz tega, da je najboljši do tega, da zdaj, kaj pa en drug zmagal, da pa zdaj ta, kar vse zmagoval. Ja. Pol mi je bilo pa ta očitna razlika, kaj je Pedersen šprint, kaj je dobil uno etapo, ne. Koliko to te piščančki glistasti, ki grejo zraven šprintat, ne, pač hribolasci, v primerjavi z enim, ki je močen, koliko je to razlika, kaj dan pa noč, da vidiš, da pač dejansko tam pa res ne moreš čist nič narediti, ne. To je bilo včeraj. Ne, včeraj je bil Van der Poel. Včeraj je bil Van der Poel, pa da je Pedersen od zadaj, je bilo prevčerajšnjo se je matru, prevčerajšnjo pa se je matru zraven neki šprintat. Ne, včeraj je šprintu, sam je bil v drugi skupini. V drugi skupini je šprint, zato takrat, kaj je zmagal. Kaj je zmagal etapo. Ampak vse čakaj, kaj on je zmagal, že nimam zdaj pred očmi, kako je on zmagal. Ja, on je zmagal v manjšni skupini, mislim, da je bil... Pa se ni imel nobenega prav hudega zraven. Ne, si to hočem povedati, da on je prišel čez vse klance lahko čez in sta mu pomagala še Quinn Simmons pa Vacek, zato da je on pač prišel, da so vse... Tako, ko so ujeli beg, pa so potem... In mi je bilo zanimivo po lunih zadnjih 300 metrov, ko je bil Vink ven, ko je Vauquelin še probil pač dive bombat noter in po, ko je ta začel šprintati, ni mogel pač... Noč, In je ful ta razlika očitna, koliko je res šprinter močnejši ali pa classic rider močnejši od teh, ki so pač hribolasci. Se je to tudi včeraj pokazali pol pri Van der Poelu v končni fazi. Ja. S tem, da je tudi ogromen delu, celo, dobro, to je spet za naprej, da grejo po etapah ali kako. Ampak meni je bilo drugače, ena stvar mi je bila pa še všeč na temu Tourmaleju, tudi tole na koncu, kako je, oziroma Tourmaleju, potem v cilju samem, kako je še Del Toro lepo šprintu Remkota in mu še tisti 3. mesto vzel, tisti mi je bilo pa še sploh tako sladko in tudi kle. Moram reči, da pridejo vsak dan kakšni turisti pogledati, tudi včeraj je bilo veliko, je bila nedelja in so bili eni tujci, na cela družina in je glih rekel tudi ta fotar, da najbolj všeč mu je pa to, kaj je Remko tu še pol vzel tisto 3. mesto in tega Remkota res sploh benga ne mara, mislim, tako da pa niso bili Nemci, mislim po nemško so govorili, nemško govoreči. Nekaj ne marajo že zaradi Lipovica pol. Ja, verjetno, tako da je bilo kar zanimivo. Meni so bile tudi te, recimo šprinterske so mi bile okej, ker se pač Merlier se res znajde, ker vidiš, od kje on pride v zadnjih 400 metrih. On ima en tak power, zgleda, da ima zelo dolgo tole, dolg časa lahko šprinta. Prvi juga tam vmes noter, on ima sam eden mal drugač, da bi ga zaprl, pa ne bi mogel čist nič narediti. On ima res, ne vem, a to, da takrat, ko si toliko dober, da imaš hkrati tudi srečo, a veš, tako, kot vedno pravimo. Čeprav zdaj tale zadnji šprint, ki ga je dobil, ki je od ozadij res oddelač preletel,
je praktično se ni imel komu kaj izogibati, ker je šel kar sam po levi strani v bistvu. Ne, on je prišel pa je šel pa... Ja, iz ovinka pa še pa sem ga gledala, ampak on dejansko je potem tistih zadnjih 50 metrov je on čist šel sam naprej in ostali so sam gledali ga lahko, se jim je odpeljal. Sama veš, če bi ga 200 metrov, 300, eden bi mal drugače šel, bi ga zaprl, on ne mogel nič narediti. Pač uno pot, ki je imel in vsakemu čas, da pač on kar vidi naprej, to je pač ta racing feeling ima ful dober in vsakemu čas, da tudi je med lažjimi šprinterji. Ne? Ja, po izgledu tudi ne deluje najbolj mrga. Se doma pa ta dolg časa lahko drži to eksplozivnost. Vsakemu časno. Meni je ful dober. Pa una včerajšnja etapa je pa... Pač to pa ja, sploh zaključek je bil. Zaključek je bil, sem toliko držala, da jih Naujo ujel na slika, posnetek, ki jih vidiš te procidu pa v zadnji. To ne bi jih mogel ujeti. To se je vedel, tam mene 7-8 pred ciljem se je vedel, dobro, da jih če bi oni čist pocrkali. Tam so se ampak dober posnetek je bil, ko vidiš njih, se približujejo. Vse kaj, na koncu je bilo samo 6-7 sekund razlike. Ja, zaradi tega, ker so se oni čisto ustavili spredi. Ja, seveda ne. Ja, samo oni so sam bala, da se Naujo preveč gledali. Jeno, kaj stapano. Kdo se je, kada se bi prvič to zgodilo? Ti si res za Santa Barbaro direkt narejena. Pa tam ni bilo šans, da jih oni ulovijo zadnji. Ja. No, dobro, verjamem, tam pa ni bilo šans. Ti se ti bolj to veš. Meni je bilo pač vse, pa najbrž ne sam meni, še marsikjer mu gledalcu je bilo kar lepo zagledati. No, vam jaz povem, ni bilo šans. Ampak ne, mi je bilo tudi tako cela dirka, kle se res vidi, da tur, to je... Vse v enem. Ja, vse dirke v enem. Pač že kako so, pač se skrajšal so etapo za koliko? 25 km? Ja, za 30 nekaj. 35 km, da je bilo in je bila pač krajša etapa, še vedno je bila koliko 150 dolga? Ja, 160. Ja. Ampak vzeli so jo pa tako, kada mogli 90 km etapa. In so, že to, da si ti prišel v beg, že to, da si bil spredi, je bilo, si mogel porabiti moči noro. Pa še UAE je začel kao, da bi stabiliziral ali kukarkoli derko, da ne bi bilo kao preveč norosti, so oni začeli pritiskati. In ko so oni začeli pritiskati, so oni spredi mogli kar v redu delati, zdaj pustimo, koliko so delali. Takrat je kar fajn padala razlika, ja. In pol, da so te pršali, da jih je Van der Poel jih je mogel še ujeti. Pač tako, vsi, pa Pitcock težave z menjalnikom, tam tolku, tudi nazaj je spet ujel. Zato je v šprintu zajebo. Zato, ker mu niso delali shifterji, ampak so mu delali sam na vrh gor shifterji. Zato je gor parjel, da je sploh lahko prestavil. In ni mogel pa tudi šprintati. In se je zajebil, pač, če bi o tem razmišljal prej, pač takrat ni, bi si prestavil, sam ni mogel in je to bila pol težava. Tako da sem mislil, da najprej, da je bil v kisu in da je šel na noge, da ni mogel in da se je zaradi tega pol nazaj usedel. Če je bil on tretji pol? Ja, mislim, da je... Ja, tretji, ja. Zuno X je bil drugi. Bil drugi, ja. Johannesen, Alabresen. Da, vsaka čast. On je GC rider, pa je prišel pa je pač ok, se ga ni imel šans, da pride men Van der Poela, ampak saj držal ga je v slipstreamu. Že to je držal. Ja, že to je rečemo zelo. Ja. Tako da vsaka čast včeraj, toliko energije, to pač ja, to je noro. Mogoče še en podatek, ne za včeraj, ampak na splošno mislim, da za Tourmalet so govorili, koliko energije je Pogačar porabil, koliko energije so pa drugi, ne. In ko gledaš, Pogačar je porabil, je to bilo za eno etapo prej za uno, ko sta z Del Torotom, ko je Del Toro zmagal, pa so to pozabila reči. Skratka, Pogačar je imel na koncu 3600 ali koliko, z unimi drugimi, ki so, mislim, da so z Jorgensenom ali s kom so primerjali, imel pa 6000 plus. In ko gledaš, že to, pač to so cifre, ki... To je to, da kako znaš izkoriščati druge kolesarje, ne? Se pravi, svojo ekipo... Ne moreš imeti toliko velike razlike. On more
pač biti freak of nature tudi po kakšnih drugih Ja, pa merilih. on ima toliko visoke vate, se pravi, na toliko visokih vatih ima toliko manjši puls, ne, se pravi, njegova cona 2 in vse ostale cone so toliko visoke, da on ti to na pulsa, ne, gre tudi poleg vsega porabljene kalorije in ker on jasno se toliko bolj lažji, komfortno voz, toliko manj porab. Ampak tudi to je, no, tudi ta izkušnja, Jorgenson dela od spredja, ne, Jorgenson vsem pride na te etape mislim, da ni bilo toliko. Slejka mogo je nekaj že privleči. Skratka, številke, tako vse to so že lani, mislim, da govorila, pa predlan, pač ja. Jaz so rekli, da on na vsako etapo, koliko da 1%, se sam ne zregenerira, kaj bo neka fora, neki 1%, a si gledal to nekaj? Da na vsaki etapi mu se zregenerira, ampak za 1% mu zmanjša se pač, no, tako da v vseh etapah, pa zdaj vmes, ko bojo ti Fredaji, se pač več zregenerira, tako da ima nenormalno regeneracijo tudi, no. Tako da to so, ja, verjetno je to genetika in pa telo. Zdaj se je že začela, ne, o dopingu se zdaj na polno govori, to, kar se ni še noben tur. Še nisem zasledil. Ja, jaz pa sem ful letos govorijo o dopingu. Kako nisi zasledil? Vse na socialnih omrežjih je ogromno, tudi ta... Ne gledam nič. Tudi ta, pa ne socialno, ne gledam komentarje, tudi to je eden na ta, kako ima že na Instagramu napisano, Lukas Cycling, ki veliko, ima zelo dobre objave, ima lepo narejene, tudi tako estetsko, pa malo na ta Cycling News, pa tako varianta je, pa te prostats ali pa kot domestik. In je tudi napisal, da se pač umika iz komentiranja tura, ker ne more brati teh objav pod svojimi komentarji, kjer ljudje pišejo toliko o dopingu, sploh Pogačarja in pa ekipe UAE. In on pravi, da tudi ne vem točno, da je to, mora biti nekdo, ki je bil včasih profesionalc, da tudi sam, ki ve, koliko je to nadzorovan, koliko je to kontroliran in koliko je to preverjan, da je nemogoče, da bi bil nekdo danes na dopingu, na takih dirkah lahko. Tako da to je, ampak ja. Mislim, o temu bo vedno, danci jasno so že govorijo o temu dopingu. Tako da veliko je letos, mislim, ali pa jaz to, pa se ne spremljam, bolj kot sem zdaj le zadnje 5-6 let spremljala tur. Mislim, da ga nič kaj bolj ne spremljam. Tura, mislim, da to vedno pride ven, se tudi lani je bilo. Pač jaz mislim, da čisto odvisen, kaj spremljaš, jaz določenih teh kanalov itak nič ne sledim, tako da če sem čisto fair, ja, kar se tega tiče, ne vem, kva se dogaja. Je pa res, da v dopingu se to so govorila pozim, pač obstaja doping, ki ga trenutno še noben ne more zaznati in pač če imaš to, če imaš vse te možnosti. Sam to imajo, mislim, da še vedno, če bi to karkoli obstaja, da imajo možnost vse ekipe enako stvar uporabljati, ne samo ena ekipa. Se strinjam. No, tako da... Vsi vejo, ja, kaj je, kako se ja. uporablja in ni neka posebna znanost, če imaš doktorja, ki sploh ne rabi biti doktor, ampak sam, da je prišel celo zdravstveno čez, pa ti že zna to urediti, tako da ni neka... Je pa res, da je veliko se pa jaz spremenil na področju kolesarstva, to sva tudi obdelovala. No, ja. Meni je tako, še vedno mi je ta najbolj zanimive stvari so, da če vsi vemo, takrat, ko je Pantani bil, kakšen material so uporabljali, pa da ima še zdaj za določene, jaz upam, da bojo pač, da Pogačar letos na Alpe d'Huez, da bo pač podaril rekord. Ampak če se gleda, kaj vse je bilo takrat, kakšne so bile povprečne brzine, ne? Takrat na turu, ko je bilo, ne vem, tudi za 6-7 km počasnejša je bila povprečna brzina, zdaj so brzine dosti više, pa da še vedno na kakšne klance pač še vedno držijo rekorde izpred leta 2000. Ja. Pač ti je jasen, kakšen doping je bil, oziroma koliko so takrat uporabljali, pa če ga kdorkoli zdaj, oziroma večja verjetnost je po moje, da so pač čisti, da pač se ne, ker material, ne vem, vsak lahko sproba, se gre zapeljati s kakšnim kolesom izpred 2000, pa se ne usede pol na to, kar je zdaj, pač ni variante, da ti lahko odpelaš najboljši možen cajt gor, kukar pa če imaš zdaj kakšen novodoben bajk. Ja. Takrat pač vemo, da kaj se je v 90-ih v kolesarstvu dogajalo, tako da
In to bo metal slabo luč na kolesarstvo forever. Sej na vse enduran športe, sej to je... No, ampak mislim, da kolesarstvo je sploh še mogoče bolj izrazitno. Ja. Klej pač itak zmagal Armstrong nad vsemi, tako da je naredil res pač še več mogoče kot Pantani, ker Pantani je pol tudi imel tak tragičen zaključek, Armstrong pa ne in Pa Armstrong je ego, ne, in že zaradi tega ga ljudje pač ne marajo. Tako da, sploh to, tisti, ki spremljajo njegov podcast, doskrat vrže kakšno tako neumnost ven, da si misliš, kukor, da nič ne ve v kolesarstvu, čeprav pač ve dost, ampak pač iz svojih izkušenj. Zdaj, odkar je pa nehal praktično tudi spremljati, ga niti ne zanima. Ne ve, kaj se sploh danes dogaja. Tako da, za določene stvari ni mogoče najboljši komentator, je pa ime in pač zaradi zgodbic iz njegovega življenja, takrat, ko je dirkal, je mogoče zanimiv, ne moreš ga pa čisto besedno imati pri vseh stvarih. Meni je midva sva prejšnji teden, ki je da je pol šla še na tele etape, ki so, sam tega se morava dotakniti malo. Midva se glih posnela, pa so prišle novice ven, se pravi Landa, da nadaljuje v Euskaudi ekipi naslednje let in da bo tam po vsej verjetnosti... Pa so to 100% že... Za Euskatelja. Aha, no, ker nekaj stvari so, neki pa to verjetno pač še niso. To je pač 100%, pa Red Bull ali nekdo od športnih direktorjev je potrdil, da ne vidijo več Rogliča naslednje let pač v ekipi. Tako da Roglič je pa kukor dal izjavo, da bo še in da bo zaključil v eni drugi ekipi. Ne ve, nič pa še ni potrjen, kje bo nadaljeval. Mislim, da še kar nekaj časa nam bomo vedeli. Ti si rekla, da ne bi te Rose Rockets. Kar veliko je bilo ugibanj, slišali smo tudi za UAE, slišali smo za Rose Rockets, tako da tudi za Bahrain se je govoril. Jaz mislim, da to so vse ugibanja, kam bi ga vse lahko postavili. Kje pa bom dejansko, nimam pojma. Jaz mislim pa, da pred Vuelto ne bomo vedeli ničesar. Upam, da ga bodo dali na Vuelto, da bomo najo še tega vzeli. In najverjetneje bo to po Vuelti. Ne vem. Jaz to tako vidim. Verjetno, da pred Vuelto ne bomo ničesar kaj bolj vedeli. Je mogoče najbolj za nas zanimive Bahrain, glede na to, da je to skoraj ne slovenska ekipa. Poznati more po moje vse tam noter, tako da je pa tudi sam nekako tudi z njegove strani je bila izjava, oziroma se piše, da si še vedno želi iti na tur in da išče ekipo, ki ga bo dala na tur. Se pravi, mora najti neko ekipo, ki nima nikogar drugega, ki bi lahko kaj na turu. Tako da, bomo videli. No, tako da to, če imate kakšne insajderske info, kar sporočite. Bo pa drug let, verjetno kar borba za veliko kolesarjev, se tudi o temule Seksasu se ves čas ugiba, tako da... To bomo še videli. Enač, kva grejo zdaj na tele etape, ki so zdaj naprej. Po moje, da ta najbolj zanimiva v tem tednu bo že tako jutr, ker pride po rest dayu, to, kar so že prejšnji teden govorila, je toliko razgibana etapa, da če nimaš dobrih nog, če se ne počutiš dobro, kle lahko kasiraš, pa jaz bom rekel 5 do 10 minut je z lahkoto. Je tudi taka etapa, da če bo UAE hotel, bojo pa spet zmagali. Če bojo bežniki v redu, jih znajo pa spustiti naprej in bo zadnji pač lahko, pač kle Pogačar lahko gre, kaj je to na tret klanc, ki ima, ne vem, koliko je to, 9 km ali 7 km. Skratka, pač klej sam gor dol. Klej ti tudi ekipa, vsaj po moje, ti ne more toliko pomagati. Če bo on hotel razbiti, bo razbol do 40 do konca, še malo prej, in lahko to on solo odpele in bo prednost. Tukaj lahko dobi minimalno 2 minute. To sem tudi jaz včeraj gledala, že rekla Mirsadu. Da pač kot si ti rekel, se strinjam s tabo, ker pol sta itak 2 flat in če se bo dobro, če bo vse ok, pa če nav spet glih, čeprav ta teden je še vedno vročinski val tudi v Franciji napovedan,
Tako da nekje drug teden sem gledala, ne bi se šele malo bolj začele temperature spuščati. Bomo videli. Tako, kot si rekel. Višincev je skoraj 3800, tako da pač kle, ja, jaz po eni strani pač kar vidim, da bo zaključil, da bo hotel vsem moralo zbiti in da bo kle pač naredil, tako kot si rekla, čisan zaradi teh šprinterskih etap, pol, ki so in pol. Si videl to za moralo, ki si jih premorali? Sedaj že tudi o tem govori, da Vingegaarda ne vidijo več, da bo končal cel tur. A si to tudi bral? To je Wiggins izjavil. To je Wiggins izjavil takoj po pa Tourmaleju. Pa danski novinar isto. Ja. To je po Tourmaleju izjavil. Ne vem, še zmer, da si ti drug na turu za Vizmo je še vse nek dosežek, če ne zaradi drugega, zaradi sponzorjev, ker mislim, da za naslednje let iščejo tudi sponzorje. Ja, če bo drugi. In mislim bo. Ne, od teh, ki so zadnji, po vsej verjetnosti, pač bi mogel biti on drugi. Pustimo zdaj edino Del Toro, če bo karkoli. No, z te izjave, ki je do Wigginsa res malo, jaz si tako skozi govorim, da je Vingegaard zelo labilna oseba in da rab ogromno ene spodbude in ene morale. In se mi zdi, da tale direktor športnika je šel iz Vizme, da mu je bil pisan na kožo, da je bil njemu zelo ena velika spodbuda, da ga je zelo spodbujal tako motivacijsko, že po tistih posnetkih iz radia se je takrat vedno slišal. In mu po moje to mogoče bo tudi letos manjkalo na turu, da ima nekoga, ki ga vsem hvali pa spodbuja. In ga malo opazujem in je res tak brezvoljen, že na štartnih, ko pride na štart, ga vidiš še drugačen, kot je bil ponovat, izjav ne daje nobenih. Lanski je ves čas govoril, da bo Pogačarja lovil do Pariza. Ste tudi zdaj rekel, da ni res, ne, da se ne bo vdal, ampak ja, mislim, tako, kot ena zanimivost, me res prav zanima, kaj se bo zgodilo. Ne, mislim, jaz tega nisem opazil nikoli, zato ker še nikoli ni odstopil. Tako deluje, no. Se nikoli pa še ni odstopil. Se bomo videli, kaj bo. Ampak ne, se nisem nekaj, da bo skozi zadnjih, ne vem koliko 6 ali koliko let ali še več, ni nikoli tega pokazal, tako da jaz tudi ne verjamem, da bo pač letos, da bo kar odstopil. To pa čisan zaradi ekipe pa sponzorjev, da mislim, da še vsem. Se tako ne bo kar odstopil. Če bo odstopil, ker bo toliko zandrek, da ne bo mogel voziti. Pa če je drugi, no, kva govoriš, pizderje, madeno, pa vi ste fukeni. Zakaj pa reče Wiggins tako izjavo, da? Ja, zaradi tega, da pol se govori po celemu svetu o temu. Aha, okej. Tako da ja, jaz mislim, da bo ta jutrišnja etapa, to, kar vi zdaj gledate, se pravi današnja etapa, da bo kar po moje ena izmed najbolj zanimivih v tem tednu. Pa imamo dve šprinterske, tukaj kaj drugega kot šprinta, mislim, da noben niti ne vidi. Pol je se pravi, tork, sreda, četrtek, petek je taka, bo spust v cilj, sam je 9 km, 6,8. Pač ja, kleče v Pogačar hotel, bo pač solo prišel gor in to je to. Pol, čak, to so zdaj rekla, zdaj moram spet šteti, sem že pozabil. A nimaš napisan, kjera etapa je? Ja, imam, sam mi ne piše dneva. 14. tork, 15. sreda, 16. četrtek. Ja, v petek je ta, ki se zaključi s spustom. To je 14. etapa, kaj je to? 13. Pol je 14. etapa, se pravi v soboto je spet narezana, tako da tukaj tudi. Pa klanc na koncu. Ja, pa klanc na koncu, pa na koncu mal ravnince na vrh. Ampak ja, tukaj mislim, da vsi vemo, kaj so zgodili. Pol imamo še nedeljsko etapo, ker pa 11 km, 9% average, se pravi, tle tudi kakšne druge opcije, kakor to, da Pogačar razturu ni. Tako da pol naprej bo pa naslednji teden komentirala, kaj pa itak. Ja, boš ti sam. Ja, no, bom pa jaz, pa mogoče še enega dobim, da bo z mano šel tole čez. Tako da, evo, to je to, se pravi, ta teden torkova, 2 šprinterske, pol sobota pa nedela. Če se bo Pogačar odločil, bo petek, sobota, nedela zmagal. No dobro, toliko jih ne more zmagati. No. Lahko.
Pač, ker je toliko boljši, vse klej ni, da je karkoli narobe. Vsak, če bi bil v njegovem položaju, bi isto naredil. Ni ga človeka, ki bi vedel, da je najboljši, pa da ne bi zmagal. Pač, jaz ne razumem folka, ki pač hoče, da je še nekdo drug. Pač, on je najboljši, Ma on ne, mora nekdo zmagati. drug, sam za... Ja. Pač, Mislim, on lahko, ja, kako ti pravi, zmaga, sam vprašanje, vsi če bo vejo, hotel tako vse. kot Mohorič, tako kot vsi ostali, pač vsi v pelotonu vejo, da je pač on najboljši. In Koliko bo če imel bolj letos etapnih zmag na turu? Se pravi, eno ima že, 4 ta teden, to jih je 5, Pa kaj 2 drug teden? Ali pa 3? 1, 2, pa vsaj še 2 drug teden. Zelo 7 bo imel on. 7. Ja. Pač, če se bojo odločili, jih bo imel 7. Tako. Bolj je vprašanje, če ga bo javnost in vse ostalo, če ga bo to kaj, ja, da bo hotel prepustiti, pa če bojo kje ubežniki, da bo pustil nekomu, tako kot se je pač včasih dogajalo. Ampak če bi šlo tako, da bi bilo enodnevna, bi Ja, jih dobro, bi jih dobil enodnevno, 8 ja. etap do konca, To jaz pa. pravim, evo, da jih bo dobil 7. Ampak ja, po vsej logiki bi jih 7 plus še ni Še za kronometer je. odpisati, ne, kronometra ni šans, tam po mojega tudi utrinov. A misliš? Ja, A si ga gledal? Ko si videl kronometer? ja. Sam klanc. Jaz mislim, da ga na utri. Aha. Kaj sem hotel reči? Lahko tudi v Parizu je še vedno Ja, glede na lansko let je lahko, ne, jasno. Ni Van Arta, mislim, Van der Poel, ampak se vsem. Takrat ga je kolen Van der bolel. Poel, je Pedersen. Ne, pa takrat je rekel, da ga je kolen, da zaradi kolena ni, pa ne vem, bomo videli, mogoče je res. Ne, mogoče v Parizu bo glih to, da bo pustil. Lani je po mojem hotel zmagati, zato ker je bila prva, da je bila malo drugačna. Letos po mojem, da bo to pač, da bo pustil zaradi tega, ker so te, ki so prav zato sam trenirali, ne rečemo kakšen Pedersen, Van der Poel, Vaček, Tele, ja, klasiki. Queen Simmons, pač pa še par jih je takih, ki so res lahko močni. Tako da jaz mislim, ja, da se bodo te borili pol za zmago. Lahko je tudi šprint, ampak jaz mislim, da šprinterji, da bojo kar bogi. Ja, verjeten. Ja. To smo že lani videli. Daj mi pa ti, ki vem, da si takih stvari glih več ne podpiraš. Kaj pa to pravi zdaj letos, ko so se tako zorganizirali na teh šprinterskih, da je 5 km pred ciljem že unavarna, pa da se te GC ekipe vse umaknejo na stran od zadaj, pa ne vozijo potem več. Kaj pa ti na to praviš? Kaj ti praviš, dirka je dirka do konca? Pa ne, jaz mislim, da to so se prejšnja leta so se šprinterske ekipe pritoževale nad GC ekipami, kva se sploh štulijo tam spredi, ki itak pač nimajo nad zadelati. In načeloma meni se zdi to čist. Če so taka pravila, pač Ne, so pravila, taka dogovorili pravila. so se jih, ne. Ja, mislim, tur je... To je Vingegaard upelil na Giru in zdaj se to nadaljuje na Turu. To sem glih, Mislim- zdaj je pač tudi Pogačar dal izjavo, da njemu je ful všeč, da je to tur, ki ga v bistvu najbolj uživa, če ne je bila taka vročina, da je mu glih zato, ker mu te šprinterske etape niso tako stresne in tudi on je bil prej na vseh etapah šprinterskih, nikoli ni bil nad 30. mestom, zdaj je pa nad 50. bil v Ja. vseh obeh, tako da... Mislim- Mislim, kar se tiče varnosti, je definitivno dober, ne. Ja, ne vem. Ja, jaz mislim, da kle ni... Ne, Ti bi vedno rekel, da je treba dirkati do konca. Mislim... Če so taka pač pravila, pa da je tako določeni strani organizatorja, se mi zdi, da je pač, da so se tako odločili, the best. Mogoče je tudi bolj varno zdaj za vse, pa mogoče manj hektično, pa manj je možnosti, da kakšen GC contender rukne ali pa da se kakšna Ja, to pizderija definitivno, naredi. ja. Zdaj, a je to pač v temu čaru dirkanja, pa to pač ni, a ne? Ker pač, če je, ne bilo nikoli
3 km, ne bilo niti kilometer do konca. Zakaj Ja. bi bili vsi v istem cajtu, če si prišel 20 minut zadaj? No, saj Pol, to je. če si se razbal. Sam pač tako je in ja, moje mnenje itak nima veze. Je pa, če gledamo iz stališča varnosti, je pa to pa zihar boljše. Če bilo po vsej logiki, če 10 km do cilja ni nobenega klanca, če je sama ravnina, bi lahko tudi 10 km do cilja že naredili, da pač da ni in ne pač sprinterji se pokolajo in to je to. Tako da pač ja, zdaj, če so naredili 5, je 5 in ne, ni neke znanosti. No, To je to. to je to. Evo, Pa še eno stvar te vprašam, midva zdaj greva na dopustne. Ja, Pa imava kar ene par takih hipskih, greva zelo na tako je valjda boš snimala pa vse obeležila. No to, če kaj Ja. povem, kaj naredim, ti kaj Ja. pripravim. Sicer pa te poslušal sam Peter od cel vlog, tako da vprašanje Ma ne, še te se ne bo dolg, bolj bo posnetek, greva Tiker. res v lepe kraje, ki mislim, da so ful kolesarski in tudi jaz sem se mal že pri tistih, ker v Livinju še nikoli nisem bila, kar pozanimala, še Mezgac mi je dal par idej, pa zdajle Matej Lovše tudi, ki je bil tam, tako da mislim, da bova kar imela orang del. Če imate kakšen nasvet oziroma kaj želite videti od Petre, lahko to zapišete spodaj v komentar, pa mogoče pač tudi to posname. Samo to, da boste pač videli. Ti greš s kakšnim namenom, prav tudi s treningi, planom tja? Ja, v bistvu imamo že cel teden ful priprav na to, da jaz odhajam tja, zato je to zanimiv, ker danes sem šla glih še kridat, da vidimo vse zaloge železa pa vsega, ker je baje, ker dost, mislim, jaz vem, da mene višina blazno zdela, no, ko pridem enkrat na 2 jurja, nad 2200 zelo čutim, saj do zdaj sem imela s tem ful težave, tako da se zdaj le kar malo pripravljam z določenimi vitamini pa z dodatki, plus tega, da tudi danes sem že začela malo bolj jesti rdečo hrano z več železa in tako. Pa moram reči, da imam prehrano sestavljeno zelo zanimiv, ogromen bom mogla jesti, pa malo drugače, kot mogoče ponavadi, ker bova v bistvu že spala na 1500, pa potem na 2 jurjih skoraj in kolesarila na 2 jurja 700 še plus in mislim, da bo kar zanimivo to videti, kako se bo telo pač odzval. Imam pa z nekim planom, ja. Jaz sem poslala Blažu iz HPC-ja trase, ki jo hočem odpeljati in on mi jih je razporedil v te dni, kdaj, kjero traso, pa se pravi s kakšno intenzivnostjo, kjero traso, tako da imam v mestu ten težji trening, ki ga bom delala na Stelvijo, tako da mislim, da to bo tudi zanimivo zagledati. Ok. Evo, sončki, če se kdo hoče še prijaviti v klub, je 100 € je članarina, tako da naslednja vožnja bo Miran organiziral, gremo tam okoli Novega mesta, kaj je sem točen kje, ali Mirna Peč, ali kje točen je on. Tako da to je to, klubski dresi, body so tudi baje na poti zdaj, ne vem, nažalost jih najbrž za Letap My Tour, da jih ne bosta še imela letos, ali Letap Tour de France, no. Da jih še ne bosta imela Miran pa Lovše, tako da torkova, četrtkova runda standard, sobotni izleti tudi zdaj standard, vsi lepo vabljeni, ta vikend gremo na Krvavc, po vsej verjetnosti kle se dobimo ob 8, pa 8:15 štart proti Krvavcu, tako da evo, to je to, do naslednjič, čau.